Pozdravljeni v še enem srečanju s Karlom. Danes smo stvari zapeljali malo drugače. Rekli smo, da se dobimo na Konjskem vrhu, ampak do tega žal ni prišlo. Sem pa na drugi strani, torej iza kamere, sem stopil jaz, ker Jana žal nima časa. Tako da, Karl, lep pozdrav. Lep pozdrav, Žiga. Sem vesel, da si z mano. V bistvu si vedno z mano, ne samo na drugi strani. Tokrat si pristopil na to stran, kar se mi zdi po svoje kar fino, ne? Da mlad mož na temo, ki jo bova odprla, sedi ob meni. V prejšnjem videu smo nekako nakazali smer o postavljanju mej. Ja. Pa bomo kar nekaj rekli na to temo. Zakaj sem vesel, da je mladi mož obmenjen, ker v hotenju ljubezni je idealizacija. Ne? In v času, ko sta dva pritegnjena v odnos, se samodejno prilagajata v pričakovanje drug drugega, ker vse deluje v tej smeri, da bi stopila v odnos. Ne kot tisto, ko je odnos že dovršena zadeva, ampak da bi dejansko stopila v odnos, kjer bo ljubezen reševala in odreševala, osvobajala, kar je potrebno osvoboditi, kar prinesemo v odnos kot v neki potovalki, še nepredelane zadeve, tisto dediščino, ki smo jo prinesli seboj in jo lahko marsičem razrešimo, tudi ozavestimo, če poznamo predvsem simbolno sporočanje, ker mi predvsem z gestami, z načinom sporočamo predvsem tisto, kar je v ozadju. Ne? Če to poznamo, ampak tisto, kar pa je najbolj pomembno, pa je in se zgodi v ljubezni, pa je, da ljubezen pa odreši. Vse tiste stiske, težave, vse tisto nepredelano, kar smo prinesli v odnos, ampak da lahko ljubezen v tej odprtosti srca mirno deluje, odrešuje, pa treba seveda poznati določene meje. Ne? To v nas je to hotenje po idealnosti, po idealizaciji, to hotenje je vsaj zame pokazatelj, da prihajamo, bom rekel takole, lahko date v narekovaj ali pa brez narekovaj, iz rajskega v obnebje časa in prostora, v obnebje dvojnosti in potem, da je naš končni cilj mora biti tudi ena rajska situacija. Ampak nosimo v sebi praspomin na to rajsko, je v nas hotenje, da bi našli v tem življenju tudi neko osebo, ki bi v popolnosti ustrezala našim hotenjem in našim pričakovanjem. Ustreza, ampak ne na ta način, da bi bila ljubezen fertik zadeva, ampak je ljubezen dogajanje, je sprotno na nek način reševanje in odreševanje, razčiščevanje, je napredovanje, je tista dinamika, ki se preprosto ne moremo izogniti. Ne? Mi smo vendarle vstopili v ta svet dvojnosti, kjer se to pač prepleta vsakem izmed nas tisto dobro, žlahtno, obenem pa smo lahko tudi zelo neprijetni. Ne? In zato je zelo pomembno, da določene meje upoštevamo, da ne gremo recimo v medsebojnih odnosih, v tem, da izrazimo prizadetost, ranjenost preko tiste meje, ki bi bližnjega poškodovala. Oziroma, da sploh razumemo to dinamiko. Ne? Ampak o tem bomo kasneje govorili. Danes govorimo o mejah. Ne? Zato je potrebno določene meje preprosto poosebiti. Bi rekel take, tiste čisto osnovne meje, bi lahko rekli, so zavzete v 10 zapovedih. Ne? Mnogi ljudje rečejo, če bi se tega držali, ne bi bilo lepo na svetu. Ja, to je preprosto potrebno poosebiti, da lahko potem v medsebojnih odnosih delujemo varno. To ne pomeni, da smo brezhibni. Ampak to pomeni, da naša hiba ne pride do tiste stopnje, ko bi pa bližnjega preveč poškodovala. Ne? Ki bi, mi rečemo to, kot sem že prejšnjikrat rekel, smrtni greh. Ne? Da greš v smeri, ko drugega tako močno z izrazom poškoduješ, da je potem potrebna dolgotrajna rehabilitacija. In te preproste meje je
potrebno poosebiti, zato imamo 10 zapovedi, zato imamo pravni sistem, ki vsaj v nazivu prav ni sistem, govori o tem, da nas zavaruje v tem, da ravnamo, kakor je prav. Zakaj ga potrebujemo? Ker smo realisti. Ker določene meje morajo biti in potem morajo biti, če se meje prestopi, tudi določene sankcije, kajti samo tako si glava zapomni. Naši možgani po naravi hrepenijo po neki ugodnosti in ko doživijo impuls, da je posledica nekega delovanja, ki ni bilo dobro, dejansko neugodna, neprijetna, si to možgančki zapomnijo in nas potem mnogokrat ne samo iz zavednega, ampak tudi iz nezavednega dejansko oddaljujejo od načinov izražanja, ki so neprimerni, ki so na nek način tudi nedopustni. Kako pa potem mi sami kot taki te meje nekako poosebimo, jih sprejmemo? Ja, to se spomnim pogovora z enega predavanja ki ga je imel Anton Trstenjak in je bila tam ena mamica, ki je potem na koncu predavanja vprašala, rekla je, gospod profesor, moj otrok je star pol leta, kdaj se začne ta vzgoja mejne? Je rekel, gospa, če še niste začeli, potem pol leta zamujate. Vse to, mnogo te postavljanje mej so dane zelo naravno in instinktivno, intuitivno, recimo staršem. V paketu z otrokom dobiš marsikaj tega tudi, da se znaš odzvati, da znaš ravnati. Ne samo navzven, recimo ko nas otrok kliče v pozornosti, ampak dejansko tudi za tistim notranjim čutom, kako narekovajih ali brezrečeno potem tudi vzgajati. Zdaj sem se spomnil, to je dano ne samo ljudem, tudi živalim. Se spomnim, ko je Batosta, konjiček, imela Batostega in ko je sesal mleko, ko je dobil, najprej nima zobko, ko je dobil zobka in je preveč močno stisnil, je Batosta samo šla proti njegovi ritki, pa ga majčkeno ščipnala. To pomeni, mu je nakazala, kaj je povzročil posledico tega. In sta se zelo lepo potem uskladila. In tu starši zelo dobro čutijo, recimo, kdaj otrok, potem ko odrašča, prestopi določene meje in so pozorni na to, da ne postane on šef. Ampak dejansko to je ta modrost staršev, da ga uravnajo v skladnost delovanja. Predvsem glede tega, recimo, kot večkrat rečem, spoštljivosti, pravičnosti in odgovornosti. Starš je do otroka spoštljiv, starš zrcali spoštljivost tudi v odnosu do najbližjih družinskih članov in otrok skenira. In to so tisti vzorci, ki jih otrok vnaša v miselni koncept. Vzgoja brez zgleda je problematična vzgoja. Ker ti lahko nekaj otroku dopoveduješ, ampak če tega ne zrcališ, dejansko je prišel samo v racijo, v neko informacijo, ne pa v poosebljenje. Ko pa otrok to snema, skenira, dejansko vnaša v sebi te vzorce. In recimo, ko vidi spoštljivost med očetom, mamo, oziroma tudi, če so starši samohranilci, recimo med tistimi najbližjimi osebami, dejansko potem ve, kakšne vzorce bo prevzel oziroma jih že prevzema. Obenem pa je treba seveda tudi nakazovati, recimo, da se spoštljivost terja. Ko je žlahtno, je potem to dejansko tako, kot mora biti, oziroma je tudi pohvaljeno. Če pa je prekoračitev meje spoštljivosti, pač je potrebno tukaj urgirati. Nimamo že takoj poosebljenih mej. Recimo, sam se spomnim v izhodiščnih letih osnovne šole, nisem vedel, recimo, da zafrkavam kuharice. Jaz mislil sem z njimi samo domač. Ampak otrok ne more biti preveč domač v smislu nespoštljivosti, neupoštevanja, bi rekel, določenih norm v sobivanju. In preprosto, ko je mama ugotovila, oziroma ko je oče ugotovil, da sem prestopil meje, ker sem bil nespoštljiv, sem se mogel iti upravičiti. To pomeni,
sem mogel narediti korak, ki zame ni bil prijeten, ne, in izraziti opravičilo, ampak možgani so si pa zapomnili, ne, ker ne zraste samo drevo v divjaka, lahko tudi človek zraste v divjaka in je tukaj potrebno na nek način kultivirati, obrazovati na nek način, da bo potem ta človek rojeval sadove dobrega, ne, ker drugače pa se lahko razbohoti, razraste v neke dimenzije, ki so lahko tudi v medsebojnih odnosih problematične. Meje morajo biti in da jih meje poosebimo, je seveda v izhodišču treba tudi kultivirati. Ne? Spoštljivost, pravičnost. Ja, pravičnost je treba preprosto vaditi. Ne? Starš v odnosu do otroka ali pa v medsebojnih odnosih mi ne moramo biti dobriči, ne? Mi smo lahko dobri. Ne? Mi se lahko zelo hitro navadimo, da je mama gospodinjska pomočnica, da je pač samoumevno, da ona vse postori, da mi ob nedeljah počivamo, ona pa pač skuha, ne? Ker je pač na nek način, pol ima pa tudi to čast, da pomije pa da pospravi. Ne? Ja, ni tako. Ne? Vsak mora prevzeti, ne? To je tudi pol tista odgovornost, tisti delež, zaradi katere se potem počutimo v krogu sožitja domače, prijetno, neizkoriščeno, preprosto mora biti pravično, ne? Se zmenimo, ti bo staro to, sem, recimo to sem najbolj videl, ko sem bival z mladimi v komuni, ko nekdo dela, vsi delajo. Ko se dol usedemo, se vsi dol usedemo. Ne pa, da nekdo počiva, se ima fino, gleda televizijo in potem, če recimo mama ali pa kdorkoli že nekaj poprosi, pa zagodemo z nevoljo. Ne. Tu določene stvari morajo preprosto iti v samoumevnost, ne. Da se o tem ne debatira, ne. Ampak da so določene ravnanja samoumevna, ravnanja, ki so v skladu, ki omogočajo tisto prijetnost, žlahtnost, ne? In če pa ni spoštljivosti, če ni pravičnosti, če ni odgovornosti, ne moremo govoriti o ljubezni. Če govorimo tukaj o ljubezni, dejansko besedo ljubezen zlorabimo. Ljubezen terja v samoumevnosti vse to. In to je tudi cilj samega postavljanja mej. Ja. Kajti meje postavljamo zato, da se nekako soosebo in pa odnos oblikujemo v neko celoto, v nekaj, kar lahko deluje. Ne? Ja, in da potem se zdi, ne, to je pol tista, bi rekel, brezmejna ljubezen, ne? Ker imamo mi meje poosebljenje, dejansko nam je to samoumevno. Ne? Meje morajo biti močne pri tistim, ki nimajo poosebljenih mej. Tam moramo postavljati meje, ne? Ker drugače nas tisti poškodujejo, ker se nekdo iz nas norčuje, se nas ima preveč po domače. Ne? To prej sem omenil Trstenjaka. Ne? On je rekel, če te kdo žali, ne? Potem Bog ne daj, da dovoliš tikanje. Ne? Kaj ti osov je zelo lahko reči, vi osov pa težje. Ne? Če vidiš, da nekdo ni poosebil spoštljivosti, ne, pravičnosti, odgovornosti, moraš dejansko tudi v besedovanju, tudi v medsebojnih odnosih postavljati tiste omejitve, ne, da ne pride preblizu, ne, ker nas lahko tak človek poškoduje. Če pa ima človek poosebljene meje, če mu je spoštljivost, pravičnost, odgovornost samoumevna, potem na nek način tudi meje niso zunanje potrebne, ker so že poosebljene. To se vedno spomnim primer Plečnika in pa Finžgarja. Bila sta v Trnovem v Ljubljani soseda in ko je Finžgar rekel, da bi naredil Plečnik kot arhitekt mejo med župnijskim in njegovim zemljiščem, Plečnik tega ni naredil. Ne? In ko je Finžgar ustrajal, ne, in ga vprašal, zakaj ne narediš te meje, mu je Plečnik odgovoril, ker midva mejo že imava. Ne? Ker sta imela mejo, zunanja meja ni bila potrebna. Če pa nimaš ti notranje poosebljenih mej, potem so pa tudi zunanje meje potrebne za varno sobivanje. Ker predno govorimo o ljubezni in prihodnjič bomo govorili o določenih sestavinah ljubezni, ne, je potrebno razčistiti osnovo. Preden govorimo mi o ljubezni, moram imeti notranjo duhovno urejenost, notranjo stabilnost, moram za sebe dobro poskrbeti in moram imeti poosebljene tudi meje.
Ko je to dvoje, potem je sobivati v znamenju žlahtnosti, potem lahko ljubezen vodi na varen način in rešuje tisto, kar smo v kufrških prinesli v odnos. In tega, to imamo vsi dovolj materijala. In ko ti srečaš neko osebo, v kateri na neki notranji način zaznaš, da bi bila najbolj primerna, da v ljubezni odrešiš, te to pritegne. Sej, ko rečeš, zakaj me ravno ta oseba pritegnila? Ker ste se zaznala kot najboljša priložnost za pot ljubezni, v katerem bo ljubezen tudi preko krize morajo biti, preko teh situacij razreševala na nivoju razuma in odreševala v medsebojni sprejetosti. Karel, najlepša hvala. Žiga, hvala, da si bil z mano. Hvala vsakemu od vas, da ste bili z nama, pa se vidimo kmalu. Se vidimo. Srečno.